Takole, pa si poglejmo, če je domača naloga šla. Upam, da ste sami premislili. Zdaj pa poglejmo. Najprej bomo 386 B in F primer. Se pravi B primer. Ali ploščični diagram na sliki predstavlja funkcijo f iz množice A v množico B. In sicer poglejmo. Množica A ima števila noter 3, 5, 9 in 12. In če hočemo, da predstavlja funkcijo, se morajo vsa ta števila slikati samo v eno število. Se pravi, če pogledamo, kam se slika 3, slika se v 1. To je ok. 5 se slika v 7. To je ok. 9 se slika pa 9 in 4. In tale povezava, ta nam uniči v bistvu našo funkcijo. 12 v 6 je tudi v redu, se pravi 9 se ne slika prav, zato to ni funkcija. Ok, potem imamo še pa f. F pogledamo 7 se slika v 4. To je v redu. 1 se slika v 4. To je v redu. 6 se slika v 3 in 1. To ni v redu. 5 se slika v 1. To pa je v redu. Če je še kdo drug preveril kako funkcijo, recimo mogoče tole A. Aha, ta zdaj ni funkcija, ne. Se pravi, obe za nalogo nista bile funkcije. Recimo tale, 1 v 5, 2 v 6, 3 v 6, 4 v 7, ta pa je funkcija, ne. Ta pa je funkcija. Prav tako je tale funkcija in vse ostale, ne. V redu? Ok, dobro. Zdaj pa tole smo. Pa gremo naprej. Tole malo pobrišemo. Naslednja. Naloga je 87. A. Upam, da se vidi. To je tale. 87. A. Obala. Se pravi, dani sta množica A in B in funkcija f iz A v B. Predstavi funkcijo f s ploščičnim diagramom. Moramo dobiti tiste krogce pa to, ne. Najprej množico A narišemo. Množica A je zdaj 1, 2, 3, 4. Množica B so kateri elementi noter? 4, 5, 6, 7, 8. Se pravi 4, 5, 6, 7, 8. In tule imamo predpis funkcije. Kaj nam pravi? Pravi, da je f od x enako x plus 3. Kako bi zdaj dobili, kam se slika 1? Pravi, dajmo zdaj pogledati. F od 1. F od 1 zračunamo tako, da namesto vsakega x noter vstavimo 1. To je 1 plus 3 je 4. Se pravi, če naša funkcija slika iz množice A v množico B, potem elementu 1 priredi 4. Če tega niste znali, poskusite zdaj naprej, naslednjim prirediti. Poskusite naprej prirediti dvojki. Se pravi, f od 2. Kako dobimo vrednost funkcije v točki 2? Namesto vsakega x noter vstavimo 2. Se pravi, 2 plus 3 je 5. Dvojka se slika v petko. Isto naredimo za trojko. To je namesto vsakega x vstavimo 3. Se pravi, 3 plus 3 je 6. Se pravi, trojka se bo slikala v šestko. In 4. 4 plus 3 je 7. Se pravi, štirka se bo slikala v sedemko. Osmica je sicer ostala, ampak to ni problema. Lahko. Se pravi, tole je rešitev diagrama. Ok, super nam gre. Zdaj pa lahko pobrišemo. Tale dva smo že. Tegale smo že. Pa gremo naprej. 88. A. 88. A.
Ta je pa tule, ne? To je 88, ki ne vidite na videu, A je tale. Podana je s ploščičnim diagramom, zapiši definicijsko območje DF in zalogo vrednosti ZF funkcije F. Definicijsko območje vedno gledamo v prvi množici, iz tiste, iz katere slikamo. Ja? In pogledamo, če se vsi elementi, ki so noter, kam slikajo. 4 se slika v 3, 6 se slika v 5, 8 se v 1 in 10 v 1. Se pravi, vse te elemente funkcija uporabi. In če jih je uporabila, potem je definicijsko območje funkcije F sestavljeno iz vseh elementov, ki jih je uporabila. To je 4, 6, 8, pa 10. Tudi zaviti oklepaj. Ne nek nos, ampak zaviti oklepaj. Ok, zdaj pa zaloga vrednosti funkcije, te gledamo pa v množici B. In to so vsi elementi, ki so slika nekega elementa. Se pravi, da se je en element preslikal noter v njih. Poglejmo, 4 se je v 3, se pravi, 3 bo v naši zalogi vrednosti. 6 se je v 5, se pravi, 5 bo v naši zalogi vrednosti. 8 se je v 1 bo, 10 se je v 1. Se pravi, v naši zalogi vrednosti so vsi elementi, v katere se je nekdo preslikal. Se pravi, zaloga vrednosti so pa vsi tisti elementi. 5, 3 pa 1. In je potem to, ne? Ok. Gremo naprej. 89. 89 je tale, čeprav jo ne vidite, in sicer A in pa F primer. S ploščičnim diagramom je dana funkcija, se pravi, tale funkcija, tule imamo slikico funkcije, kam se kateri element slika, in mi moramo zračunati F od 1 plus F od 2. To imamo zdaj A funkcijo, F od 1 plus F od 2. Najprej moramo pogledati, koliko je F od 1. Se pravi, zanima nas, kam se slika element 1. Tule je 1 in preslika se v 3. Se pravi, da bo F od 1 enako 3. F od 2. Moramo pogledati, kam se slika 2. F od 2 se slika pa v minus 1. To pomeni, zdaj, da je F od 1 plus F od 2 enako. Namesto F od 1, to je vrednost 3, lahko 3 ostavimo. Plus, namesto F od 2 je pa minus 1. Pravi, stavimo minus 1 in dobimo 3 minus 1 je 2. Tako, zdaj še imamo pa F vrednost. F je pa tretji koren iz vrednosti od 0 plus četrti koren F od minus 1. Tako, potem pa poglejmo. Najprej moramo za naš rezultat dobiti F od 0. F od 0. Poglejmo tabelo, kam se slika 0. 0 se slika v minus 1. Okay. Zdaj pa F od minus 1. Kam bi zdaj to dobili? Minus 1 gre v 0. Takole. In zdaj, namesto tele vrednosti, vstavimo noter minus 1. Se pravi, tretji koren od minus 1 plus četrti koren od 0. Tretji koren iz minus 1 je minus 1, lahko date v kalkulator. Četrti koren iz 0 je pa 0. Se pravi, da je vrednost celotnega izraza minus 1. Cak, 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 pobrišemo. Tablo.
Izbrišemo in izbrišemo tudi te naloge. Zdaj nam je ostala še pa 91 a in b primer. A primer. Imamo vrednost, f od x je 2 minus x in mi moramo izpolniti tole tabelo. X so naši tule, vrednosti pri x so pa tule, kjer imamo 0, 1, 2. Zdaj, v bistvu nas zanima vrednost funkcije v točki 0. F od 0. To ni nič lažjega, samo namesto x ostavimo 0. In vrednost pripišemo semle. F od 1 dobimo podobno, 2 minus 1 je 1. In f od 2 dobimo 2 minus 2 je 0. Evo, tabela izpolnjena. Potem še imamo pa b. Saj veste, ne, tukaj se me da dati na pauzo, če sem prehitra, tako da ne rabim zdaj nekaj čakati. F od x je x na kvadrat plus 1. Izpolniti moramo podobno tabelo, se pravi x pa f od x. Samo x so malo drugačni, minus 2, 0 pa 2. Ko zračunamo f od minus 2, namesto vsakega x-a vstavimo minus 2. Tukaj pazite, x je na kvadrat, to pomeni, da moramo dati celo minus 2 na kvadrat in mora biti v oklepaju. To pomeni, da je 5. F od 0 je 0 na kvadrat plus 1 je 1 in pa f od 2 je 2 na kvadrat plus 1 je 4 plus 1 je 5. Pa še tole nam manjka. Takole. In je končana domača naloga.